Na fakultete in srednje šole tisoče bodočih študentov in dijakov. Odprt lov na županski stolček. Mariborski nadškof o preteklosti in prihodnosti nadškofije. Dober večer. Na srednjih šolah in visokošolskih zavodih po Sloveniji so potekali informativni dnevi za srednješolce in študente. Že zjutraj je med 6 in 7 tisoč mladih zavzelo tudi ulice Maribora. Saj so se prve predstavitve programov na srednjih šolah začele ob 9. uri, na fakultetah pa ob 10. Ob tem je bil bodočim mariborskim dijakom in študentom na voljo brezplačen avtobusni prevoz. Čeprav naj bi bila izbira šole in poklica za bodoče dijake in študente težka, mnogi vedo, kaj si želijo početi v življenju. Pisal sem program strojni tehnik. Vsi sinovi so se nekako navdušili tudi za to tehniko. Se vidite, da brez tehnike danes ne gre. Ne? Vaši dijaki po končani strojni oziroma tehniški šoli dejansko dobijo službo v roku nekaj mesecev. Dejansko je tako, ne? Tisti, ki aktivno sodelujo, je pa kar nekaj dijakov, ki se odloči za nadaljevanje izobraževanja, potem v višjih programih oziroma po poklicni vertikali, tako da dejansko za delo, tisti, ki bi se zaposlili, jih nekako zmanjkuje. Na srednji strojni šoli imajo letos na voljo več vpisnih mest kot lani. Vprašanje pa je, ali bodo zapolnjena. Nasprotno je zanimanje za vpis na srednjo gostinsko in turistično šolo takšno, kot že leta ne. Preko meje naš profil čakajo in jim ponujajo službe in jim ponujajo tudi za naše razmere zelo spodobno plačila. Kako pa se ti sicer delo na informativnem dnevu? Ja, je bilo zanimivo. Ja, kuhanje. Rad kuhaš? Ja, mami velikokrat pomagam. Kaj pa najraje pripraviš? Puram v smetanovi omaki. Je torej to prava šola zate? Mislim, da ja. Boš šel še kam drugam pogledati? V Celje. Večina bodočih dijakov obišče najmanj 2 šoli. Ponudba je namreč že samo v Mariboru, kjer 18 srednjih šol razpisuje skoraj 60 programov, 16 mariborskih fakultet pa več kot 80, zelo pestra. Medtem pa mnogi bodoči študentje na informativni dan sploh ne pridejo, saj so informacije na spletu zelo obširne in podrobne, opažajo na ekonomsko-poslovni fakulteti. Same informativne dneve prilagajamo načinu informiranja študentov o študijskih programih. Kakšna se ti je zdela predstavitev? Zanimivo. Kaj je pri tebi odločilo, kam iti na informativne dneve? Ali boš dobil službo ali tisto, kaj te pravzaprav zanima? Tisto, kaj me zanima, bolj kot za službo. Z družine imamo že posel nekako, tako da me ful zanima to, dosti delam tudi doma, tako da mi je kar zanimivo. Prijave na fakultete je sicer treba oddati do 5. marca, na srednje šole pa do 5. aprila. Nekaj po polnoči se je v velenjskem premogovniku zgodila delovna nesreča. Ob tem je bilo poškodovanih 6 rudarjev. K sreči nihče ni bil življenjsko ogrožen. Na opazovanje v celjski bolnišnici pa je ostal en rudar, 5 jih je že v domači oskrbi. Takole na zunaj nič ne kaže na delovno nezgodo, ki je vnesla nekatera vprašanja med rudarje, predvsem pa po predpisih zahtevala obisk rudarskega inšpektorja že ob 4 zjutraj, 500 metrov globoko pod zemljo. Ropali so jekleno ločno podporje, za lažje razumevanje, odstranjevali so ločno podporje, zato da se potem objekt sam zaruši. In pri tem je prišlo do nenadne sprostitve pritiska, mi rečemo temu stebrni udar, ki je bil malo težji v obliki. 6 je bilo lažje poškodovanih, ponesrečene so na površje prenesli in pospremili jamski reševalci. Bilo jih je 8, nato pa so jih prepeljali v velenjski zdravstveni dom. 3 smo pripeljali z rešilnim avtomobilom, pregledani so bili med pol 2. in pol 3. uro, 3 so pa prišli sami poškodovanci. Nihče ni bil življenjsko ogrožen. O nesreči so bili obveščeni tudi ostali rudarji. Delo poteka nemoteno naprej, saj so zato izpolnjeni vsi pogoji, kot je dejal direktor Milan Medved. Inšpektor pa še zagotavlja, da so v premogovniku ravnali po predpisih, da pa preiskava še poteka in ni bilo človeške napake. Več bo znanega v prihodnjih dneh, tudi ali je morda nesreča povezana z nedavnimi potresnimi sunki z epicentrom na avstrijskem Koroškem, ki so jih močno čutili tudi v Šaleški dolini. Danes se je v Mariboru tudi uradno začela volilna kampanja pred nadomestnimi županskimi volitvami. Do zdaj je kandidaturo napovedalo 8 kandidatov, kar 4 prihajajo iz civilne družbe in bodo nastopili kot neodvisni, preostali bodo kandidirali o podpori političnih strank. V ponedeljek naj bi svojega kandidata predstavila še stranka SDS. Predstavniki civilne družbe za vložitev kandidature potrebujejo vsaj 812 podpisov podpore.
Andrej Fištravec, Teodor Lorenčič, Franc Jesenek in Denis Kokol bodo kandidirali kot neodvisni kandidati. Fištravec, ki je doslej zbral 500 podpisov, bi več denarja namenil za kulturo in socialne transferje ter ustvaril boljše možnosti za podjetništvo. Totalno presenečen, ko mi podjetniki in gospodarstveniki razlagajo, da župani v zadnjih 20 letih sploh niso poslušali podjetnikov in gospodarstvenikov, kaj potrebujejo. Lorenčič, ki bo kljub zdravstvenim težavam nadaljeval kampanjo, bi odstranil radarje in uvedel neposredno demokracijo. Jesenek in Kokol pa bi izvedla takojšnjo revizijo občinskega finančnega stanja. Stabilizirali bi mestno upravo, pomeni, da mestna uprava skrbi neodvisno za koristi mesta. Se pravi, nikdo ne more izčrpavati občine, ker mestna uprava to ne dovoljuje. Mariborsko kopališče eno javno mora biti, to vemo vsi. Mariborska knjižnica je veliki problem. Maribor sanja tudi o dvorani atletski, zaprti je ni. Dvorana Tabor tudi vemo, kako je. Frangeš je s podporo SD-ja na Mariborskem Slomškovem trgu takole začel zbirati želje in predloge občanov. Skupaj z njimi namerava do 15. marca napisati program. Je skupen imenovalec vseh teh pričakovanj, vseh teh potreba po delu za Maribor, po novih delovnih mestih. Poleg njega bosta s podporo stran kandidirala tudi Folko Puconja in Monika Piberl. Prvi bi privabil tuje investitorje, druga povedla brezplačni avtobusni prevoz. Lahko uresničim samo to, da bodo ljudje imeli nad 65 let zastonj avtobusni prevoz in otroci nekje do 9. 10. leta zastonj avtobusni prevoz. Mi moramo tem, ki so pripravljeni vlagati v mestno občino Maribor, jim moramo omogočiti in zadeve olajšati. Da bodo imeli, interes, recimo, da bodo vlagali v mestno občino Maribor. Za kandidaturo se je presenetljivo odločil tudi dosedanji vršilec dolžnosti župana Milan Mikl, ki želi začete projekte izpeljati do konca. Neko zagotovljeno večino, kar je tudi potrebno za normalno delovanje, za dokončanje tega mandata, je prav gotovo imam zagotovljeno, tako da bomo lahko nadaljevali z nekaterimi projekti. V SDS-u pa bodo svojo kandidatko, neuradno ne bi šlo za doktorico Andrejo Špernjak, ki je neuspešno kandidirala na predlanskih državnozborskih volitvah, predstavili v ponedeljek. Za danes napovedan shod v podporo Milanu Miklu za župana Maribora, na katerega so vabili na istoimenski Facebookovi strani, je bil odpovedan. Kot razlog so navedli tekmovanje v kepanju, ki so ga za isto uro na trgu Leona Štuklja napovedali nasprotniki aktualne mariborske politike. Na to tekmovanje in soočenje z Miklovimi podporniki je sicer prišlo nekaj posameznikov, ki pa so trg po nekaj minutah zapustili. Podžupan Mikl pa se od Facebookove strani Milan Mikl naj kandidira za župana Maribora distancira. V občinskem sporočilu za javnost so že pred dnevi zapisali, da anonimnega administratorja strani pozivajo, naj stran umakne ter tako preneha zlorabo funkcije in imena Milana Mikla. Posli prezadolžene mariborske nadškofije se bodo, kot kaže, počasi preselili v sodne dvorane. Zaradi suma ponarejanja ali uničenja poslovnih listin ter poslovne goljufije pri prenovi dvorca Betnava je bila vložena obtožnica zoper nekdanjega nadškofijskega ekonoma Mirka Krašovca. Zgodba o podjetnih cerkvenih menedžerjih, ki so z bankrotom obeh zvonov naredili za dobro milijardo dolgov, pa sega v leto 2011. Finančni podvigi Mirka Krašovca, ki nam ga žal ni uspelo priklicati, so bili veliko potezni. Iz propadajočega dvorca Betnava je želel napraviti paradiž, luksuzni hotel s kongresnim centrom, zgodovinski park, restauracijo. A se je tega, kot zdaj ugotavljajo kriminalisti, loteval na sumljiv način. Z lažnim izvrševanjem plačil, fiktivnimi kreditnimi pogodbami in večkratnim vzajemnim nakazovanjem sredstev med žiro računi je skupaj z vpletenimi pri Vegradu, ki je bil glavni izvajalec obnove, neopravičeno pridobil za slaba 2 milijona nepovratnega evropskega denarja. Dokler je stvar v teku, je boljše ne komentirati, zato ker ne vemo, kaj bo pravzaprav tudi sodišče ugotovilo. Načelno pa seveda, če bi šlo zares za poneverbo, to gotovo ni v skladu s krščanskim naukom. Razsežnost cerkvenih finančnih mahinacij pa ni presenetila samo slovenske javnosti, temveč tudi posebne vatikanske odposlance. Kot je sinoči za našo televizijo povedal dr. Franc Rodej, je njihova preiskava že končana, a še ne javna. Ker je to preiskava, ki jo je vodila kongregacija, torej Sveti sedež, nadškofija nima nobene možnosti ne komentiranja, ne vplivanja.
A Betnava je le majhen del vseh finančnih bremen. Čeprav je sprva še kazalo, da bodo našli rešitev, sta danes potopljena oba zvonova, ki sta v posrednji lasti mariborske nadškofije. Upnikom pa je priznanih za skoraj 1,3 milijarde evrov terjatev. Mariborska nadškofija pa ne more razpolagati skoraj nobenim objektom več. Vse premičnine niso zastavljene. Zastavljenih je sorazmerno malo, so pa plombe na njih, a ne so obremenjene. Sicer pa naj bi pogovori z bankami še potekali, vendar podrobnosti tako nadškof Turnšek ostajajo poslovna skrivnost. Celoten pogovor z nadškofom Turnškom si lahko ogledate na našem spletnem omrežju Facebook. Zdaj pa bomo pregledali še drugo dnevno dogajanje, najprej o aferi s konjskim mesom, ki dviguje prah v celotni Evropski uniji. Na upravi za varno hrano menijo, da spornih izdelkov v Sloveniji ni. Opravili so že preglede v vseh velikih trgovskih centrih, zdaj pa po posameznih trgovinah popisujejo vse sestavljene izdelke, zamrznjene in sveže, ki vsebujejo mleto goveje meso, ter se pripravljajo na vzorčenje in analizo. Predsednik Republike Borut Pahor se je popoldne sestal z vodstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer so se dogovorili o sodelovanju pri skrbi za dolgoročen razvoj Slovenije. Poudaril je, da zato potrebujemo intelektualni zalet. Naznanil pa je tudi projekt Slovenija 2020-30, v okviru katerega si bo prizadeval, da bi ob reševanju aktualnih problemov združili tudi znanje in izkušnje ter s premislekom poskrbeli za prihodnje generacije. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes le dosegli manjši napredek. Dogovorili so se, da bodo z intenzivnejšimi pogajanji iskali ukrepe za optimizacijo javnega sektorja, ki bi bili sprejemljivi za obe strani. Pod pogojem, da do dogovora pride, pa bi vlada razmislila tudi, ali je treba spreminjati zakon o izvrševanju proračunov. V Zvezi svobodnih sindikatov so odločno proti predlagani klasifikaciji naložb Slovenskega državnega holdinga. Od poslancev tako zahtevajo, da je ne potrdijo. Predsednik Dušan Semolič je poudaril, da bi bilo njeno sprejetje nedopustljiva napaka. Semolič je na podlagi predloga, ki ga je vlada minuli teden poslala v državni zbor, ocenil, da se je politika na oblasti očitno odločila za reševanje proračuna in projekta slabe banke z razprodajo državnega premoženja. V mariborski galeriji Media Nox je na ogled nekoliko šokantna, a dokaj zgovorna intermedijska razstava, ki je nastala v sodelovanju portugalskega umetnika Tiaga Martinsa in slovenske umetnice Maše Jazbec. Razstava nosi naslov Aparatus Mikeli je enako nič. Portugalsko-slovenska umetniška naveza se s tem navezuje na filozofijo in simbolizira neločljivo povezanost bistva in biti. Mašo Jazbec, ki se predstavlja v zgornjih prostorih galerije, nagovarjata eros in thanatos, življenjski nagon in nagon smrti ali uničevalski nagon. To raziskuje s pomočjo fotografije in tako imenovane videozanke. Ona snema samo obraze ljudi, ki gledajo nek film, in na tej strani gledajo pornografijo in na drugi strani je thanatos, gledajo nasilje. In če lahko mi to preko njihovih obrazov prepoznamo, kaj ljudje gledajo, in različni ljudje tukaj sedijo, in če se vsedeš in opazuješ, v bistvu seveda opaziš ta eros, ker se ljudje tam vseeno malo nasmejijo. Instalacija v spodnjih prostorih galerije daje misliti in pri obiskovalcu vzbuja različno občutja. Tematizira pa našo pasivno povezanost s televizijo in redefinira gledanje televizijskih vesti. Basically, or as a first step, is to replace the remote control, which is this very generic device full of buttons. TV daljinec, to generično ploščico s številnimi gumbki, smo zamenjali z nečim, kar v sebi, samo po sebi nosi pomen, to je revolver. Televizija ti pokaže neko realnost, a za zdaj še ne veš, kakšna je ta realnost. Da bi si jo lahko ogledal, pa moraš igrati igro, ki se imenuje ruska ruleta. Na zaslonu pa se potem prikaže eden od 4 krutih posnetkov. Projekt, ki deluje na osnovi tako imenovanega Weltschmerz programa, skuša dokazati človekovo občutljivost ali neobčutljivost na vsakdanje krutosti v svetu okrog njega. Jutri se v dvorani Tabor obeta zanimiva rokometna tekma. V drugem krogu skupinskega dela pokala Evropske rokometne zveze bo Branik igral proti norveškemu Elverumu. V mariborskem prvoligašu obljubljajo vrhunsko predstavo. Zaslombo jim dajo zadnje tekme, ki kažejo, da je ekipa iz tekme v tekmo samozavestnejša.
Kako drugače razložiti, da so najprej ugnali Koprčane, nato na Danskem iztržili točko in v generalki na jutrišnjo tekmo še zanesljivo ugnali Ormožane. Sedaj so na vrsti Norvežani. Vemo, da bodo zelo nevarni, mi smo temu ustrezno pripravili in v soboto gremo odločno na zmago. Mariborčani bodo v ligaškem delu pokala EHF odigrali 6 tekem. V skupini s poljskim, norveškim in danskim predstavnikom je cilj vsaj drugo mesto. Je pa vsaka taka tekma v Evropi izredno zahtevna, ne gre za profesionalne ekipe, dobro igrane, samozavestne in pač tukaj treba res pokazati vse, kar znaš, če hočeš doseči pozitivni zid. V preteklosti so bile tekme med Branikom in Ormožem praviloma izenačene in negotove. Sedaj jih zanesljivo dobivajo Mariborčani, ki so v sredo zmagali s 40-34. Jaz mislim, da Maribor ima z eno izmed boljših ekip v slovenski ligi gladko med prvi 4. Mislim, da ima težko skupino. Tukaj z Vislo bi znali se kosati. Videli smo, da so na Danskem so igrali neodločeno. Imajo še Norvežane v skupini. Mislim, da imajo dobre šanse, da lahko dobijo te tekme. Če bodo doma zmagovali, mislim, da lahko kamot pridejo naprej v nadaljne kolo. Za uvrstitev naprej morajo Branikovci najprej ugnati igralce Elveruma. In zatem v vrhuncu ligaškega dela prihodnjo nedeljo, prav tako v Mariboru, presenetiti rokometaše poljske Visle. Ti so v prvem krogu na Norveškem za 2 zadetka premagali jutrišnje nasprotnike vijoličastih. Ameriški letalski družbi American Airlines in US Airways sta tudi uradno potrdili odločitev o združitvi. Združena letalska družba bo največja na svetu z več kot 1500 letali, ki so lani na dan opravila skoraj 6500 poletov. Tudi v nadaljevanju novic iz tujine sprva še ostajamo pri letalstvu. Delavci, ki na letališčih Hamburg in Köln v Nemčiji skrbijo za pregled potnikov in njihovo ročno prtljago, so za 24 ur prekinili delo. Nemški sindikat za varnostno osebje zahteva 30% zvišanje plač. Zaradi opozorilne stavke je bilo odpovedanih več kot 100 poletov, na letališčih je nastala gneča, številna letala so imela zamudo. Osrednjo Rusijo je zajel dež meteoritov, ki so eksplodirali v zraku, delci pa so dosegli tudi tla in razbijali okna. Po zadnjih podatkih je bilo ranjenih najmanj 50 ljudi. Predstavnik oblasti je pojasnil, da je meteorit razpadel nad Uralom v osrednji Rusiji. Njegovi delci so delno zgoreli v spodnjem delu atmosfere, padali pa so tudi po redkeje naseljenem območju v pokrajini Čeljabinsk. Južnoafriški atlet Oskar Pistorius je obtožen umora dekleta. Besede sodnika, ki je bral obtožnico, je spremljal v joku in s prekritim obrazom. Za premišljen umor mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Sodišče je ugodilo zahtevi obrambe, naj zaradi pretresenosti atleta nadaljnje zaslišanje prestavi na prihodnji torek. Do tedaj pa bo Pistorius ostal v policijskem pridržanju. Zemljo bo danes preletel asteroid z imenom 2012 DA14. Premer asteroida je 46 metrov, našemu planetu pa se bo po napovedih približal na nekaj manj kot 28.000 kilometrov. Gre za rekordno bližnje srečanje s tako velikim asteroidom od začetka sodobnih meritev, ni pa se zabati, da bi asteroid, ki leti s hitrostjo 13 km na sekundo, trčil v Zemljo. Razkošna ladja za turistično križarjenje, ki je zaradi požara na enem od motorjev pred 4 dnevi obstala sredi Mehiškega zaliva s 3200 potniki na krovu, je prispela v pristanišče na jugozahodu ameriške zvezne države Alabama. Po pripovedovanju potnikov so bile razmere na ladji nevzdržne. Družba Carnival, ki je odgovorna za ladjo, je potnikom ponudila več kot 370 evrov odškodnine, brezplačno križarjenje in prevoz domov. Še vreme, na zahodu bo po večini jasno, tudi v notranjosti se bo delno zjasnilo. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo od -5 do 0, čez dan do 4 stopinje Celzija. V nedeljo pa bo pretežno oblačno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva še megleno, nato se bo delno zjasnilo. Hvala za vašo pozornost in čim daljši konec tedna želimo, če ga seveda ne boste preživeli v službi. Nasvidenje.